letošnjega jubilejnega 20. srečanja vseslovenskega ljubiteljev stare kmetijske tehnike. Ko je naše društvo pred 20 leti začelo s tovrstno aktivnostjo, so bile razmere čisto drugačne. Stare stroji niso bili vredni nič, bili so več ali manj v propadanju. S tem, ko smo mi začeli pred 20 leti tu v Jablah pod gradom, ki smo ga vmes lepo obnovili, v centru Slovenije z takšnimi prireditvami, smo seveda hoteli spodbuditi to gibanje na ozemlju Slovenije, da bi cenili to staro kmetijsko tehniko, stare stroje, orodje, naprave in seveda tudi običaje, ki so bili nekoč v kmetijstvu in na podeželji tisti, ki je našel delo in radost našim ljudem. Ljubitelji stare kmetijske tehnike, ki zbirajo te stroje, jih obnavljajo, restaurirajo in potem tudi prikazujejo na takšnih in podobnih srečanjih, seveda vložijo veliko svojega dela in svojih stroškov v to, da ohranijo to našo kmetijsko, staro, pravično, kulturno dediščino. Seveda, takšna organizacija zahteva veliko dela, zato se ob tej priliki zahvaljujem vsem tistim, ki so na tak ali drugačen način prispevali k organizaciji vse dosedanjih prireditev, kot tudi letošnjega jubilejnega vseslovenskega srečanja ljubiteljev stare kmetijske tehnike. Med nami je tudi gospa državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, gospa magister Tanja Strniša, pa bi tudi njo prosil za nekaj pozdravnih besed. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Vesela sem, da vas lahko pozdravim ob tej okrogli obletnici razstave in srečanja lastnikov stare kmetijske tehnike. Želim na tem mestu izraziti priznanje vsem organizatorjem, ki vztrajate iz leta v leto pri tej prireditvi, ki je ni lahko organizirati, ki pomeni veliko stroškov organizacije, pa tudi vsem tistim, ki ste svoje stare stroje negovali toliko let in se potrudili, da ste jih pripeljali na to prizorišče, da jih lahko vsi drugi občudujemo, predvsem pa otroci, mislim, da imajo veliko veselje. Tradicija in zgodovina, to, kar je izročilo, je veliko vredno in prav je, da ga negujemo. Ni vse novo, dobro, tudi vse, kar je novo, temelji na tem, na enem razvoju skozi generacije. Še enkrat čestitke vsem, imejte lep dan, uživajte v starih in modernih strojih in v igrah in programu, ki so ga pripravili organizatorji.
Dober dan, gospod Jožef. Menda prihajate iz Črnomlja. Lansko leto ste obljubili, da boste pripeljali obnovljeni traktor. To ste zdaj storili. Koliko časa ste vložili v obnovo traktorja? Ja, v obnovo traktorja sem vložil približno pol leta. Pa veliko financ. Seveda, to vsi vemo, da je povezano s financami, ampak kljub temu traktor je odlično renoviran, tako da sem prav vesel, da prihajajo traktorji iz vse Slovenije, sploh pa tipi, ki jih je težko dobiti. In ta vaš traktor je letnik? Letnik je 54. Gospod Jože, ta traktor ste verjetno kupili star, da ga je bilo treba popolnoma obnoviti, in kdaj ste začeli z delom? Ja, traktor sem kupil pred 3 leti od enega domačina. Traktor je bil v zelo slabem stanju, no v tem času sem dobil tudi še en traktor podobnega tipa, ki sem ga imel kot za dele, tako da sem lahko iz dveh sestavil nekaj. Ne. V traktor sem vložil kar veliko truda, bilo je približno pol leta dela, s tem, da sem tudi finančno bilo krepko čez 5000 evrov. Mi pa ni žal, ker je res izpalo tako kot treba, sem šel kar v detajle, tako da se je traktor, imam tudi voljo do tega. Naš restaurator je zanima, kje ste nabavljali dele, to je predvsem odvisno, ker vemo, da so deli dragi, kje ste jih pa vi nabavljali? Ja, deli so dragi, se pa načeloma za ta tip traktorja dobi vse dele razen menjalnika. Dobil se je pa preko Granita. Aha, tudi mi nabavljamo preko Granita, tako da smo kar zadovoljni z Granitom. Obenem vam pa želim še mnogo lepih trenutkov na traktorju, srečno vožnjo vam in vaši družini. Hvala. Mi smo iz društva Voklo, smo pri sabo pripeljali 3 traktore, Fenda, Štajerja, pa Večelovskega. Predstavljamo za košnjo, mešanje, pa imamo tudi za obračalnik, za skrb spravljanje. Imamo tudi tamle razstavljeno za kosilnice, za BČS-ke, pa to za kline brusati. Ko če kakšnega zanima, ne pa pride pa na brusati kakšne kline.
Sem Marko Čebašek, sem z Vokalha, to je pri Šenčurju. Tale, ko ga jaz imenujem delovno vozilo, jaz sem ga videl na internet, tamle je slika, ne vem, bo pa verjetno malo posnet, da bo kakšen je bil. To je bil nekaj delan po fabrikah voziti, ali ne vem, Katenaro ali kako. Oni so delali, to se pa učili križevci, te viličarje za tišlarje, ki so 4-metrske dile vozili. In zdaj ne vem, tega sem jaz na slik videl. Tudi če internet tipkam, ni nekjer nobene slike, noben ne ve, kdo je to delal. Drugače, serijska številka je 818, podvozje od Tama, Tam Maribor, je pa zvožano na 1,70 m, to zato, da je šlo po tovarnah med tam policah ali stalažah, ne vem, skladiščih, in da jaz sem to malo predelal. Kabino sem povečal, zato so bile mečkane sedeži, nisem mogel sedeti, pa ne noter zlest, in sem jaz to nekako popravil. Kabino povečal, normalne sedeže dal, hidavči volan, spredaj so bile gume nekako od viličarja, zdaj so od kombija, zato da lepo zgleda, ker prej so bile take voske, kot za gumi radel, da je malo polepšan. Kason je malo skrajšan, drugače pa nosilnost 2 tone pa pol, končna hitrost je 40 km/h, motor je IMR Rakovica, koliko imajo IMT-evo traktorji, in zdaj čakam še A-test, ki ga dobim zdaj z Maribora, pa ga bom registriral in bo pa to meni služil kot delovno vozilo za gmajno, za podrva, pa to je to. Ja, tole je traktor Holder B10, spada med majhne traktore, tako imenovane kleine traktor po nemško. Ima 10 konjskih moči, je pa letnik 1956 in je bil v zelo slabem stanju, ker sem ga jaz našel pri sosedu pod Kozovcem. Nato sem ga pa kar nekaj let snubil, da mi ga je prodal. In tako sem jaz ta traktor prvo obnavljal 1 leto in pol in zdaj je tu ta rezultat, ki ga tu pred mano zdaj vidite.
Dva centimetra. Ja. Ja.